V tem videu vodiču o tem, kako lahko brezplačno in pa na tehnično zelo enostaven način naredimo interaktivna multimedijska e-gradiva. Najprej pa poglejmo enih par primerov, kaj to multimedijsko e-gradivo oziroma interaktivno e-gradivo sploh je. Pa si bomo tole pogledali kar na primeru v moji spletni učilnici Spletni edukator, kjer sem pripravila tukaj le nekaj primerov teh gradiv. In sicer tole je primer, kjer v bistvu e-gradiva uporabimo za to, da v bistvu predstavimo majčkeno bolj obsežno vsebino. Tukaj recimo sem vzela primer Zooma in je celotno Zoom spletno, bom rekla, učilnico oziroma spletni tečaj oziroma ta gradiva za Zoom sem pravzaprav naredila v obliki tega interaktivnega e-gradiva, tako da v bistvu lahko udeleženci sami raziskujejo vsako stvar, to se pravi raziskujejo tukaj, kaj kakšna zadeva predstavlja. Tukaj je primerček, kjer lahko pogledamo dva različna načina, tukaj je še nekaj o breakout sobah, skratka. Tole je en primer, kjer lahko v bistvu predstavimo vsebino, kadar imamo mi zelo veliko vsebine, pa namesto da to vsebino odpredavamo, lahko to vsebino predstavimo na ta način, da jo raziskujejo udeleženci sami. Zdaj, dodatna prednost, recimo konkretno tukaj na primeru tehle e-gradiv, za Zoom lahko povem, da je tudi recimo dodatna prednost oziroma dodana vrednost tudi zame kot izvajalca, predvsem to, da lahko Zoom, ki se, bom rekla, kar precej posodablja in ima nenehno pač neke nove funkcije, ne rabim jaz vsakič na novo snemati ali pa nekako dodajati nekih novih video vodičev, ampak enostavno recimo tukaj konkretno na tejle sliki samo zamenjam sliko, to se pravi, če se v Zoomu karkoli spremeni v tem pogledu, kot ga vidimo zdaj tukaj, jaz enostavno samo spremenim sliko, majčkeno prerazporedim tele slikice, če je potrebno, in dodam v bistvu, če je kakršnakoli stvar potrebna dodatno, če recimo pride neka nova funkcionalnost v tejle sobici, jo še dodam, ali pa če kjerkoli treba karkoli popraviti, samo popravim tukaj v tekstu in je to mnogo, mnogo lažje, recimo tudi sama sem na začetku ves čas delala dodatno, sem snemala video vodiče, potem pa sem v bistvu pri eni točki videla, da se recimo v Zoomu to ne splača. Skratka, tukaj je treba biti zelo pozoren, kadar v bistvu je primer, da imamo neko obsežno gradivo, veliko materijala, lahko prepustimo, torej je lahko eden od načinov, da naši udeleženci torej to raziskujejo sami, ne da bi rabili zdaj poslušati ne vem koliko video vodičev. Drugi primer, recimo, ko nam pridejo upoštevajo takale multimedijska e-gradiva, so pa v bistvu neke aktivnosti, kjer preverjamo znanje oziroma ali pa pač na nek malo bolj tak zabaven, drugačen način damo našim udeležencem možnost, da raziskujejo, se učijo. Recimo, tukaj konkretno imamo nalogico, da poiščemo vse zelenjave na sliki in lahko takole lepo poklikam in mi takoj da v bistvu tudi povratno informacijo, piše na osovi, to se pravi, tole ni zelenjava. Skratka, lahko je pač seveda nekaj tudi napisano z nekim bolj poglobljenim feedbackom. Tako da v bistvu to je tudi eden od načinov, so različne aktivnosti, zdaj tale tukaj zaklikati pa iskati slikice, lahko je opisovanje besed, lahko so tako imenovane drag and drop variante, kjer povlečemo zadevo na neko ustrezno mesto in podobno. In pa recimo še en primer, še tretji primer takih e-gradiv, majčkeno bolj kompleksna zadeva sicer za narediti, ampak drugače pa v bistvu zelo uporabna, to je pa interaktivni video. Jaz tukaj kar pritisnila. To se pravi video, kjer recimo, ne vem, nekaj se nam predvaja, evo, in tukaj piše ingredients list, ki sem ga malo zamudila. In lahko dobim dodatne informacije, kaj še lahko v bistvu, lahko so to vprašanja, lahko je dodatna predstavitev, dodatna razlaga, recimo tukaj je kviz zraven, to se pravi, me vpraša, je lahko vprašanje, lahko je to se pravi dodatne informacije ali pa neka dodatno preverjanje vmesno, skratka lahko naredimo en tak luškan
video, recimo da pogled še par primerov. Tukaj imamo potem drag and drop quiz, da vidimo, kaj je šlo vse v tale smuti. Ja, vse sem narobe naredila in tako naprej. Skratka, je zadeva, kjer lahko torej naš obstoječi video nadgradimo še z dodatnimi elementi. Seveda teh primerov še več, jaz sem tukaj zdaj pokazala najbolj tipične 3, tale interaktivni video, potem smo si pogledali tukaj find multiple hotspots, imamo pa še številne druge načine, kako v bistvu lahko uporabimo tole orodje, tako da v bistvu izbira je kar precejšnja. Ena največjih posebnosti ali pa recimo dobrih lastnosti teh e-gradiv je pa to, da pravzaprav gre za zelo enostavno orodje, deluje tako, kot je prikazano tukaj na ekranu, dobesedno potem na podlagi tega, da izpolnjujemo nek obrazec, skratka mi samo dodamo ali sliko ali pa recimo neke opise noter delamo in pravzaprav se samo zelo enostavno izgradi potem, ko kliknemo save, dobesedno že dobimo izdelano e-gradivo. Kot si lahko opazil, gre za orodje H5P in v bistvu to H5P orodje je na voljo brezplačno, gre za en tak projekt, tako imenovan open source projekt, kar pomeni, da bom neka spletna skupnost stručkotov, developerjev oziroma računalniških strokovnjakov in računalniških entuzijastov oziroma računalniških strokovnjakov, ki so entuzijasti tudi za spletno izobraževanje, izgrajuje in izdeluje, bom rekla, ta gradiva, ki so potem vzmene gradiva, ampak to orodje ga dodelujejo, izgrajujejo, optimizirajo in razvijajo naprej in je orodje samo po sebi namenjeno, je na voljo brezplačno. Zdaj, na voljo je brezplačno kot aplikacija Lumi, to se pravi Lumi App Education, če tipkaš to na netu, dobiš to orodje lahko brezplačno. Prav tako je brezplačno na voljo v okviru WordPressa, torej če imaš lastno spletno stran, torej tako spletno stran, kjer torej gostovanje spletne strani, torej ne na wordpress.org ne deluje, .com ali kaj že, deluje pa, če imaš ti svojo lastno spletno stran, lahko preneseš vtičnik oziroma plugin H5P in lahko izdeluješ te zadeve, ali pa v orodju Moodle, zdaj to sicer bolj v šolstvu, pa v formalnem izobraževanju. Nekateri pač seveda uporabljate tudi vi, kot edopodjetniki, to orodje, tako da tudi tukaj, kot tudi v Moodlu, je na voljo kot brezplačen vtičnik. In vse primere, ki smo jih videli, recimo, ki smo jih videli v videu do sedaj, lahko v bistvu izdelamo brezplačno. Obstaja pa seveda tudi plačljiva potem verzija, kjer so pa še neki dodatni tipi teh e-gradiv. Skratka, večji delež teh e-gradiv, seveda večji delež teh tipov e-gradiv za izdelavo je torej na voljo znotraj Lumija, WordPressa ali Moodla brezplačno, nekateri so pa čist plačljivi oziroma so rezervirani za plačnike, za naročnike H5P-ja. Zdaj, kar bi jaz tukaj na tem mestu samo še to dodala, je to, da v bistvu gre za e-gradiva, ki delujejo, kako rečem, samostojno. Skratka, namenjena so temu, da udeleženci te vsebine ali pa te vaje predelujejo sami, ne moramo pa slediti rezultatom udeležencev. To se pravi, recimo, če imamo kviz, oziroma če smo si neko aktivnost zamislili kot v tem smislu, da želimo vedeti, kakšni so bili odgovori, pa koliko točk je nekdo dosegel, potem ta rešitev ne bo prava. Zdaj, večinoma kot edopodjetniki seveda delujemo v tem okviru, da niti ne gledamo, kaj je kdo predelal, pa koliko je kdo naredil, nam je pač bolj cilj to, da res pridejo do konca pa do nekih rezultatov. Medtem ko recimo v nekem bolj mogoče formalnih programih je to pomembno in tam seveda potem moramo vzeti neke druge rešitve, skratka v tem primeru potem H5P ne bo ustrezna rešitev, oziroma mora biti narejen kot skorem, kar je pa že druga debata. Skratka, za potrebe, bom rekla, nekega neformalnega izobraževanja, torej popolnoma zadošča ta varianta, bodi si v okviru Lumija ali pa WordPressa in v obeh primerih torej brezplačno. Torej, kaj si bomo pogledali oziroma predelali, torej na čem konkretno bomo delali v nadaljevanju tega video vodiča.
Najprej smo pogledali različne opcije izgradnje teh e-gradiv z orodjem Lumi ali pa z orodjem WordPress. Skratka, razložim logiko v ozadju, tako da imamo malo strateški plan, kako in kaj se lotiti. Potem bomo pa izdelali preprosto e-gradivo, čisto toliko za osnovo, toliko, da v bistvu dobiš občutek, kaj to sploh pomeni, vnašati v te obrazce podatke, bi se rekel. In pa tretja stvar, v bistvu pogledamo, kako zdaj to e-gradivo, ki smo ga izdelali, naložimo v spletno učilnico, oziroma če naša spletna akademija gostuje na spletni strani, kako to naredimo pač na spletni strani. Kot običajno, video vodič je narejen praktično, skratka tako, da lahko delaš sproti z mano, in če tole gledaš v spletni učilnici, naj še enkrat spomnim, da lahko video predvajaš tamle s klikom na ikono desno spodaj pod videom, imaš ikono mini player in lahko ta video predvajaš tudi izven učilnice, tako da lahko zadevo delaš skupaj z mano, torej gledaš na sliki, ustavljaš sliko, ko se predvaja, oziroma ko pač je to čas za delo in zadevo implementiraš neposredno takoj. Torej, če celoten postopek povzamem takole, bom rekla bolj iz strateškega vidika. Torej, prva stvar, o kateri moramo razmisliti, je to, kaj sploh želimo doseči, kakšno gradivo delamo. Ali zdaj delamo gradivo, kjer bomo, prezentirali vsebino, ali je to gradivo, kjer, udeleženec raziskuje vsebino, ali je to, vsebina, oziroma gradivo, kjer želimo, da udeleženec preverja neko svoje znanje. Najlažja varianta smo rekli tako, da v bistvu potem ustrezno gradivo, ko nam je jasno, kaj želimo doseči, ustrezno gradivo poiščemo na spletni strani h5p.org v rubriki Examples and Downloads. Zdaj, v praksi lahko povem, da običajno uporabljamo vsak spletni edukator običajno, glede na njegov tip vsebine, običajno uporablja nekje tja do 5 tipov vsebine in že avtomatsko potem skozi prakso vnaprej poznamo, kateri tip vsebine želimo. Skratka, tam je preko 40 ali celo mislim, da že blizu 50 različnih tipov te vsebine. V praksi, kot rečeno, uporabljamo tja do največ 5 tipov na posameznega, spletnega edukatorja. Potem pa se odločimo, kje bomo zadevo delali, ali če bomo delali na svoji WordPress strani, če jo imamo, ali bomo delali v Lumi Cloudu. Skratka, izdelamo e-gradivo, kot smo si pogledali, in ga vpnemo oziroma embedamo v spletno učilnico. Zdaj, jaz tukaj vem, da je bil to zelo en tak kratek primer, pa en primer na enem zelo preprostem primeru tipa aktivnosti, ta Find the Words. Dosti enostavno je tudi recimo kakšna križanka. Vse ostale zadeve so, bom rekla, majčkeno bolj kompleksne, pa ne kompleksne iz tega vidika, da bi bile težko za zgraditi, ampak zato, ker se treba majčkeno več časa vzeti, da jih prvič naštudiramo. Tako da bomo v prihodnosti tudi seveda si pogledali mogoče še kakšen primer ali pa naredili e-delavnico kar na to temo, da bomo izdelovali taka e-gradiva, drugače pa za hiter support oziroma za support v tem momentu, pa seveda v pomenkovalnici, oziroma vedno sem na voljo, tudi ta opcija je tudi na voljo, tudi kot naredimo zate storitev, kjer vi pripravite vsebine, poveste, kakšne vsebine imate, oziroma predate vsebino in potem mi izdelamo na podlagi, bom rekla, vašega inputa, na podlagi vaše vsebine izdelamo posamezne te gradnike oziroma e-gradiva. Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotiš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja e-marketinga in e-biznisa, spletnega e-marketinga in e-biznisa in tudi spletnim učilnicam in različnim, bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe.
Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja, spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje, čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo, oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.